Zakaj je vprašanje presežnosti pomembno za človeka? Človek je pravzaprav bitje, ki v resnici ne ve, kdo je on sam, ki mora šele najti odgovor na to, kdo je. In postavlja se vprašanje, kot temeljno vprašanje, ali je zgolj bitje, ki je ujet v naravno materialne danosti, to pomeni v svojo prostorsko in časovno omejenost. In kot vemo, je v tem oziru pravzaprav neznaten prašek v vesolju za neznaten delček časa, ali pa je nekdo, ki pravzaprav presega to stvarnost, ki jo presega tudi na način, da se sprašuje ne samo o svoji eksistenci, ampak o celoti stvarnosti in ki se s tem sprašuje tudi o celoti v smislu, ali obstaja nek zadnji temelj, ali obstaja Bog, ali je pravzaprav kaj tudi presežnega glede na vse to, kar je njegova prva danost v smislu prostora in vesolja. Očitno je, da ima presežnost več pomenov. Kako jih lahko opredelimo? Največkrat presežnost, kot Stojko je izrečeno, transcendenco enačimo z Bogom. Bog je presežen glede na svet, Bog ni del sveta, zato je tudi hkrati stvarnik sveta. In ta religiozna transcendenca, bi lahko rekli, je transcendenca v tistem prvotnem pomenu. Ampak poleg tega pa imamo tudi v splošno filozofskem smislu tudi izkušnje transcendence na drugačnih nivojih. Kot prvo bi bila takšna izkušnja tega, da pravzaprav nismo nikoli použiti v tukaj in zdaj, da smo že vedno bitja, ki presegamo naše življenje v tukaj in zdaj, ker se odpiramo v prihodnost, v preteklost, pravzaprav tudi v celoto stvarnosti. Drugi nivo je ta, da preko našega uma dostopamo do večnih zakonitosti, do resnic, ki niso podvržene minljivosti tega sveta in zaradi tega je to tudi neka filozofsko-metafizična izkušnja presežnosti. V tretjem bivanjskem smislu pa imamo opravka s presežnostjo v našem vsakdanjem življenju, v izkustvih, ki jih živimo, in to je pa pravzaprav presežnost, ki jo občutimo v ljubezni, v medosebnih odnosih. Lahko jo tudi izkusimo v umetnosti, v izkustvu lepote. Pravzaprav tam vidimo, da smo bitja, ki se ne moremo ustaviti zgolj pri neki meji, ki v sebi nosimo, bi lahko rekli, tudi hrepenenje po neskončnosti, kjer nosimo odgovornost za sočloveka, ki gre onkraj vseh meja, in to so izkušnje, v katerih sami sebe doživljamo kot presežna bitja. Bi potem takem lahko rekli, da ima vsak človek izkušnjo presežnosti? Ne samo, da jo lahko ima, ampak je pravzaprav to nekaj, kar njega vzpostavlja. Tukaj ne gre za to, da bi izkušnja presežnosti pomenila neka posebna izkustva, ki so pridržana mistikom ali kakšnim drugim posebej obdarjenim ljudem, temveč je ta izkušnja presežnosti pravzaprav izkušnja tega, kar bi lahko rekli moj odnos do soljudi, recimo odnos ljubezni, ki je pravzaprav že vedno v sebi vedno zahteva neomejenost, neskončnost. Vi ne morete nikoli ljubezni doživljati s pogojem, postavljati meje, kajti v tem primeru negirate tisto pristno ljubezen. Podobno bi lahko rekli, da to doživljamo v svoji etični poklicanosti, da nismo nikoli dovolj odgovorni, da naša odgovornost do soljudi nima nikoli neke meje, kjer bi rekli, toliko zmoremo in imamo zopet neko neskončno poklicanost. Ta izkustva neskončnosti v naših medosebnih odnosih so pravzaprav sledi tiste transcendence, ki jo potem tudi imenujemo Bog, kajti lahko se vprašamo, odkot v nas to hrepenenje po neskončnosti, ki ga izkušamo, hrepenenje ne samo v egoističnem smislu, ampak hrepenenje tudi po tem, kar bi lahko rekli, doživljamo potem na raznolikih nivojih v izkustvu resničnega, lepega, dobrega, in s tem hkrati se tudi odpiramo k temu, da smo odprti za Boga in tudi za, bi lahko rekli, religiozno transcendenco.